Lepo pozdravljeni v prvem podcastu v mesecu marcu, ki ga pripravljamo v uredništvu Avtar24.si. Tokratni podcast bomo namenili ženskam, saj je mesec marec namenjen ženski moči in na nek način lahko rečemo, da se v tem mesecu tudi prebuja narava. Mi bi pa želeli ne samo prebuditi, ampak okrepiti žensko vlogo v naši družbi. Naše vsebine se osredotočajo na lokalne vsebine, zato smo tudi v naš studio povabili lokalno umetnico, vsestransko umetnico, žensko, pri kateri dobim občutek, da njen dan enostavno pač nima le 24 ur. Aleksandra Papež je zaposlena v knjižnici Lenart, je napovedovalka, urednica, pisateljica lokalnih zgodb. Njena ustvarjalnost tako rekoč skoraj da ne pozna meja. Lepo dobrodošla, Aleksandra, v našem studiu. Načeloma, kolikor vem, te vsi kličemo kar Sandra, tako da verjetno te ne bo motilo, če se bova kar, da te nazivam kot Sandra. Tako je, tako. Kot sem že omenila, zdi se mi, da tvoj dan nima 24 ur. Vse, kar počneš, je tako zelo pestro, raznoliko. Kako ti to uspeva? Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in najprej hvala tebi, Nina, za povabilo. Priznam, da sem se sem odpravila z eno tako kepo v želodcu, le kaj bi pa jaz lahko povedala. Moj dan ima 24 ur, čeprav bi si včasih želela, da bi imel kakšno uro več. Sploh, ko sem bila tam pod 30, sem bila še bolj aktivna, so bili dnevi še daljši, sedaj se to že nekako umirja. Je pa res, da vse, kar počnem rada. Najde se kakšna stvar, ki jo seveda opraviš malo težje, ampak načeloma pravijo, da če nekaj počneš rad, da ni težav in da čas hitro mine in da za tisto tudi najdeš čas. Zanimivo mi je pri tebi mogoče ena ta stvar, da če potegnem tako vse aktivnosti, res, ki jih je ogromno, je ena stična točka. To je v bistvu neka ljubezen do slovenskega jezika, glasbe, kulture, literature, kakorkoli. Kdaj se je ta ljubezen rodila, kako se je vse skupaj začelo? Meni je slovenski jezik, beseda, glasba ljuba že od otroštva. Namreč ata me je že kar hitro vpisal v knjižnico in mi tudi, ko se je vozil v službo, spotoma nosil velike kupe knjig domov. Tudi k glasbenim uram sta me vpisala že rano v osnovni šoli, saj sem namreč zmeraj, ko smo šli mimo glasbenega centra v Mariboru, se usedla na tla in nisem želela dalje in sem gledala tisto izložbo. Tako da očitno mi je bilo to nekako prirojeno, bi mogoče lahko rekla. Je pa res, da sem vedno čutila, da imam to rada, ko sem s tem v stik prišla, torej in z glasbo, in s knjigami, in besedo. Pa tudi, ko sem bila otrok, sem imela naročen ciciban in jaz sem na svojo posteljo položila vse plišaste medvedke in pred njih naložila cicibane in jih jaz poučevala. Tako da... Potem nam je zdaj jasno, odkje je tudi ta animiranje za otroke, ne? Mislim, bi rekla pravljične urice za otroke, ki jih imaš v knjižnici Lenart, pravljične urice za odrasle. Na nek način si že takrat z medvedki to stestirala, tako da... Tako, jaz sem že takrat vadila, čeprav nisem vedela, da gre za to. Iz tega izhaja potem tudi ta ljubezen da si šla potem študirati tudi to smer. Tako, potihem sem si želela sicer študirati tudi glasbo, vendar sem na neki točki presodila, da moj talent za to ni dovolj velik, da bo to ostal hobi in je res ostal do danes in sem vesela, da je tako, ker me to osrečuje, me sprošča, pomirja. Za študij pa sem se odločila za slovenščino in zgodovino, ker sta mi oba predmeta bila v gimnaziji zelo všeč, tudi obe profesorici sta nas zelo navduševali. In na faksu sem potem uživala in ugotovila, da sem na pravi poti, tudi ko smo imeli prakso, torej pred razredom, pred učenci, mi je bilo zelo všeč. Kje si pa prosti delala prakso?
Delala sem prakso, ne na mariborski šoli smo mi delali, takrat te ure praktičnega pouka, potem pa na Škofijski gimnaziji in biotehniški srednji šoli. Sem pa potem me odneslo torej v knjižničarske vode in strokovnega izpita za torej poučevanje nisem šla delati, ker sem se že leta 2012 torej čisto mimogrede spontano znašla v knjižnici Lenart. Kaj je bila tista spontanost? Kjera je bila ta zgodba, ta spontanost? Takrat je nekako me odkrila takratna direktorica knjižnice Lenart, Marija Šauperl, in me povabila k sodelovanju, da smo z učenci osnovne šole Voličina, med katerimi je bil tudi moj brat, pripravili eno predstavo. Okay. Jaz sem napisala scenarij in ga potem tudi z otroki pripravila. Šlo je na eno tako parodijo na Slovenija ima talent, mi smo pa pripravili Živali imajo talent. In takrat smo začeli torej sodelovati z knjižnico. Jaz sem to predstavo večkrat izvedla tudi na dogodkih knjižnice Lenart in potem me je Marija poprosila, če bi izvajala tudi pravljično ustvarjalne ure. Darinka Čobec je šla takrat, torej se je upokojila in so potrebovali nekoga, da bi to torej pokril. Ni bilo lahko, je pa počasi šlo. In tudi veš, kaj se mi zdi, naprimer na teh pravljičnih urah, imela sem priložnost, da sem bila tudi jaz enkrat tam, ko smo skupaj z otroci ustvarjali časopis. Ti to tako dobro predavaš, da še dejansko mene navdihneš, ne samo otrok. Kako ti to rata, da dejansko otroci te gledajo s tistimi žarom v očeh, to jih kar posrka notri, ne? Mislim, tudi vidi se, ne, dejansko pravljične urice v knjižnici Lenart, to je obiskano, to je polno otrok. Res je, zelo smo veseli, da so tako obiskane, ne samo jaz, ves kolektiv, ker namreč, ko stopim pred otroke, jaz nikoli ne gledam, da sem to jaz, ampak gre za knjižnico, mi želimo stopiti pred njih, mi želimo privabiti, mi želimo, da postanejo naši uporabniki, bralci, tudi ko zrastejo. In prve pravljične ure, ki sem jih torej precej let nazaj pričela izvajati, so bile tako po 2, 3 otroci, ampak so me tekom izobraževanja učili, da tudi če pride samo eden, je vredno in smiselno. In tako, da se jaz z udeležbo ne obremenjujem pretirano, seveda sem zelo vesela, da radi prihajajo, da jih veliko prihaja, da so zraven tudi starši, da tudi oni slišijo, mogoče kaj prenesejo v domače okolje. Odkot pa pravzaprav ta energija, pa niti ne znam povedati. Spomnim se, da se že od mladih let dejansko otroci na domačih zabavah so zmeraj radi okoli mene, čeprav jaz nekako v njih ne silim. Mogoče ravno v tem vabljivost, sedaj me tudi dostikrat prosijo, da jim kar tam kakšno pravljico povem. V knjižnici pa tudi vsaka pravljična ura, vsako bibliopedagoško delo ima v ozadju pripravo. Jaz se zmeraj pripravim. Že nekaj dni prej tudi doma razmišljam, kaj bi še lahko s pravljico povezala, kako bi jim naredila bolj vabljivo, ker otroci so vizualna bitja in tudi, če se na stolčku presedajo, tudi, če niso pri miru, oni poslušajo, sledijo. In tisto, kar jim je zanimivo, poberejo in nesejo naprej. Zdaj so se malo dotaknile tega, bi rekla, knjižničarskega dela. Kaj dejansko počne knjižničarka? Kaj je tvoje delo? Če tako malo vričemo, ker po mojem ljudje, če jih vprašaš, kaj delajo knjižničarke, bi rekle, sedi za pultom, knjiga not pa knjiga ven. Kaj dejansko počne knjižničarka? Tako, veliko si jih predstavlja, da je delo knjižničarja to, da pije kavo in mogoče prebere kakšno knjigo, pa je tudi izposodi in potem po vračilu vrne nazaj na polico, ampak je veliko več od tega. Knjižničarji danes skrbimo, da so knjižnice vabljive, torej pripravljamo razne razstave, ustvarjamo plakate, napise, izzive za vse generacije, se priključujemo projektom, da bi jih torej v knjižnico privabili, se povezujemo z drugimi knjižnicami, se tudi včasih odločimo za kakšen projekt, ki ni dobesedno namenjen knjižnicam, pa ga vseeno peljemo, da torej privabimo bralce k nam. In knjižničar poleg tega, da izposoja gradivo, kar je seveda zelo pomembno in smo tudi zelo veseli, da veliko gradivo izposodimo in ga tudi vrnemo potem, da stopiš med police, da nekomu svetuješ, tako kot da bi kupoval recimo čevlje, obleko, njemu svetuješ, se trudiš, da bi mu potem torej branje tudi ugajalo. Ta pogovor med knjižnimi policami je zelo pomemben. Pomembno je tudi, da si človek do človeka, da ga lepo sprejmeš v knjižnici, da ga tudi vprašaš, sploh tiste redne naše bralce, kako pa ste danes. Ob tem pa
Torej, moje delo je pa še, da pripravljam dejavnosti, da obiskujem osnovne šole, da obiskujem vrtce, da obiskujem varstveno-delovni center Povš, sodelavko Zdenko obiskujeva Dom svetega Agate, Dom svetega Lenarta. Jaz redno na mesečni ravni obiskujem še socialno-varstveni zavod Hrastovci, njegove enote. In za vse te ustanove in zavode pripravljamo tudi izzive, bralne projekte. Tako da delo knjižničarja je res raznoliko in ne samo moje v knjižnici, tudi delo od sodelavk, ker namreč nas je zelo malo, nas je samo 11, torej z vsem kadrom skupaj in če ne stopimo skupaj, torej ne moremo napredovati in biti dobre do naših uporabnikov. Zanima me, ko si glih omenila, da dosti pač sodelujete v lokalnem okolju na raznih zavodih, ustanovah. Kaj bi dejala tako pod črto? Bralna pismenost v Slovenskih Goricah, na katerem nivoju je? Imam to srečo, da hodim tudi po Sloveniji, po drugih splošnih knjižnicah in ko se pogovarjamo, dobim povratno informacijo, kako je pri njih in lahko primerjamo z tem, kako je pri nas. Pri nas, torej, če primerjam čas pred korono, v času korone in po koroni, ni bilo vidnega upada vpisov, celo vpisi naraščajo, vse generacije, ne samo otroci, ki pač se nam zdi, da morajo brati. Obenem pa tudi torej to sodelovanje z zavodi in ustanovami ponese knjigo drugam, morda tja, kamor je mi sicer ne bi zmogli ponesti, obenem pa nam pri tem koristijo tudi socialna omrežja. Se lahko tudi razširimo glas o nas, o našem delu, o novih knjigah, o priporočilih naših. In tako da jaz mislim, da pa prepričana, da tudi moje sodelavke in drugi, da se za bralno pismenost v Slovenskih Goricah ni bati, da je na dobrem nivoju. To je super podatek, da nas zanima, tudi če pogledamo predstave, ki jih pripravljamo v Lenartu in v sosednjih občinah, ki jih pripravljajo, kulturni dogodki, so obiskani. Tako da. To je odlično, mislim, zelo dobra informacija. Ne? Seveda se da na tem področju še veliko narediti in se vedno. tudi mora, ker bralna pismenost in to branje ni samoumevno, treba je nenehno delati, ker lahko prav hitro upade. Bi rekla, ko je knjižnico Lenart prevzela neka druga generacija, mlajša generacija, ko je prevzela vodenje knjižnice Lenart, se mi zdi, da ste se nekako pomladili, zadeva je začela, seveda, tako kot pri vsakem, neka druga vizija, neke druge projekte ste začeli tudi snovati, ki pa so zelo dobro dobile tudi odziv na državnem nivoju, tako da ste dobile tudi nagrade. Ni zanemarljivo, ne? To je tudi neki poklon vašemu delu. Res je, sicer so bili dobri temelji položeni že prej, knjižnica Lenart deluje že več kot 60 let in če ne bi bilo tistega prej, mi zdaj ne bi mogli graditi naprej, kar se nam zdi zelo pomembno. Je pa res, da smo ob 60. obletnici prebili en tak let, si drznili poseči na področje, ki ni čisto naše. Drznile smo si zbirati recepte, stare recepte, ker se nam zdi, da mnogokrat pozabimo babice, mame vprašati, kaj, potem pa je naenkrat več ni in je prepozno. In s temi recepti smo potem šle naprej in izdali smo knjigo Kemo jeli. In ravno je to sovpadlo z 60. obletnico ustanovitve knjižnice Lenart in bili smo opaženi tudi na državnem nivoju, prejeli smo nagrado Združenja splošnih knjižnic. In zdi se nam tudi, da smo nasploh opaženi, čeprav knjižnica Lenart, treba je priznati, je manjša splošna knjižnica, tudi mesto Lenart in območje, ki ga pokrivamo, je manjše, ampak se mi zdi, da tudi ne glede na to, da smo manjši, orjemo ledino in kljub vsemu smo v slovenskem prostoru kot knjižnica in kot območje opaženi. Kar se pa tiče, na primer, tvoje delo, ki ga upravljaš, ni razumljen, ga ne dojemaš oziroma ga ne jemlješ kot neko 8-urno obveznost, ne? Zdaj bi spet rekla, da je mogoče večina ali pa tako včasih, kjeri rečejo malo tako pikro, ne? Ja, saj to so pa javne uprave, ne? Oni delajo samo 8 ur, ne? Zanimiv mi je bil podatek, ki sem ga prejela od določene osebe o tebi, je pa dejal, ja, Sandra tudi po vasi vozi knjige, da nekateri ne trebajo plačati, mislim, kjerega tudi reši opomina. Torej, Sandra
ne jemlje knjižnice samo kot 8-urno obveznost, ampak se res trudi za vaše uporabnike in knjige naloži v avto in jih vozi okoli. Zdaj se mi kar oči zarosile. Ker jaz tega, da vozim knjige, ne jemljem kot neke obveznosti. To počnejo tudi moje sodelavke. Je pa res, da v naši vasi marsikdo ni vpisan v knjižnico Lenart, da si izposojajo knjige, torej na mojo izkaznico. Pa se meni zdi zato, ker meni je pomembno, da berejo, nam je pomembno, da berejo. Veliko se jih je pa tudi že vpisalo k nam. Res, da v knjižnico Lenart je ne obiskujejo redno, ker jim res jaz knjige prinesem domov. Pa tudi, če le grem in če se spomnim, preverim, da ne prejmejo kakšnega opomina. Ja. Me pa to res zelo veseli, da nekomu peljem knjigo, pa popijemo še kavo. Pa. Ja, veselje obojestransko. Potem še povprašala sem direktorico knjižnice, Petro Kramfogel Korošec, da bi na nek način predstavila svojo sodelavko, kdo je dejansko Sandra Papež. In zelo mi je bilo zanimivo, ne? Ker je napisala točno to, mislim, tisti ljudje, ki te poznamo, vemo približno, kakšna si, ampak ona je mogoče šla malo bolj v detajle, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, da je Sandra je kot mali multipraktik, ki je zmožen, da ko se s tabo pogovarja, zraven piše prispevek, v glavi pa že razmišlja, kaj bo na vrtu posadila in doma skuhala ali spekla. Torej, dejansko v glavi tebi verjetno se dogaja. Res je, zato recimo kakšna meditacija ali joga sem ugotovila, da ni zame, ker moje misli preveč vrvijo in da moram najti druge filtre za sprostitev in to je, kot je naša Petra navedla, kuhanje, pečenje, vrtnarjenje in takrat moje misli ne vrvijo v smeri dela, ampak so tam, pri tistem delu, ki ga počnem in zato tudi zelo rada delam kaj zunaj, sploh zdaj, ko bo vedno potopleje, pa tudi kuham in pečem, ja. In to delim z drugimi. Na zadnjem dogodku, ki je bil tukaj v Lenartu, smo imeli patra Karla Gržana. Ena izmed njegovih misli, ki mi je bila všeč, je bila tudi ta, da v življenju moramo nekako ohraniti in skrbeti za igrivost, sodelovanje, napredovanje. Ravno to sem tudi zaznala vedno pri tebi, ta igrivost. Ljudje prevečkrat jemljamo življenje preveč uniformirano, osebno, ne? Torej moramo se tako obnašati, ker tako je družbeno sprejemljivo, ne? Bog ne daj stopiti izven okvirja, ne? Ta igrivost je pa pri tebi vedno prisotna, ne? Tako na spletu, tam, ker si prisotna, ali pa tudi vidimo, da si zelo sem in tja švigaš, ne? Ena anekdot, ki mi je bila tudi zanimiva, ker se mi na nek način povezuje s to igrivostjo, je, da ste tudi v knjižnici Lenart nekoč podelili nastopajočemu v filmu priznanje, ampak to je bila prav posebna. To je bil Kuža. To je bil Kuža, tako je, zato ker v bistvu sem zaznala, da je Kuža, ampak potem sem spontano ga umestila na seznam in z kolegico grafično oblikovalko Rosano Lorbek sva naredili priznanje še njemu in tudi njegovim lastnikom sva ga podelili. In kako so se potem tudi lastniki odzvali na to? Ja, zdelo se jim je zelo zabavno, pa sva jim polepšali dan. Je pa bila to v bistvu neka pripoved, neka zgodba iz Voliče, neki filmček je bil posnet, ne? Tako, pri naših dejavnostih se trudimo sodelovati z lokalnim okoljem, vabimo, če kdo kaj ustvarja, če kdo želi gostovati pri nas, smo zmeraj torej veseli in res družina Čuček iz Voličine nam je poslala film, ki je nastal med počitnicami. Sodelovali so torej njihovi otroci, torej sorodniki, domači otroci in pa Kuža. In film je bil res zanimiv, mi smo ga predvajali v knjižnici, pripravili smo neke vrste knjižnični kino in potem še podelili to priznanje in seveda vsa druga. Tako da tudi živali in vsi so dobrodošli in sprejeti, ne? Ja, imeli smo... Bi lahko rekli enakovredni člani. Lani tudi čisto pravega domačega kunca na obisku v knjižnici. Ena mamica, redna obiskovalka pravljičnih ur, se je sama ponudila, da so ga pripravljeni prinesti in
Otroke smo seveda prej pripravili, kako se je treba do domače živali obnašati, da ga ne prestrašimo. Prisluhnili smo zgodbi o zajčku in potem presenečenje. Čisto pravi živi zajec. Rodila si se v Selcah, to je v kraju zraven Voličine. Tako. Sedaj pa si dom ustvarila v Ločiču, to je pri Trnovski vasi, z znanim harmonikašem Siniša Čehom. Tako da bi lahko potem tudi dejali, zagotovo je tako, no to lahko vidimo tudi iz družbenih omrežij, glasbe pri vama ne manjka. Katere inštrumente vse igraš in kako vaju glasba spremlja? Zgleda je bila tudi povezovalna na nek način. Ja, res, midva se poznava že dolgo, iz mladosti, ampak poti so se pa združile šele 7 let nazaj. Pravličnih slabih 7 nazaj. In sicer res je, Siniša ima v najini novi hiši tudi svojo učilnico, ker se nama je zdelo tako prav, ker je v bistvu to poučevanje tisto, ki njega zaznamuje, vsakodnevno, celodnevno in je prav torej, da ostaja domače tole mogoče. In učenci so pravzaprav nekako najina razširjena družina, pridejo v kuhinjo, povejo, da so žejni, tudi kaj sladkega prigriznejo z veseljem, torej se počutijo kot doma in to se tudi nama zdi pomembno. Siniša igra diatonično in klavirsko harmoniko, poprime tudi za klavir, če je to potrebno, jaz pa igram orgle. Aha, harmonika si poskusila kdaj? Sem poskusila, sem tudi obiskovala v času srednje šole ure, ampak to je bila mogoče bolj želja mojega očeta kot mene, čeprav danes včasih za hec pa Sinišem torej se on umakne, jaz vzamem harmoniko in tiste 2-3, ki jih še znam, zaigram. Me je pa v času korone tudi o njih nekaj naučil, ampak ker se potem nisem usedla zraven, potrebno je vaditi, sem jih tudi pozabila. Drugače, orgle pa igraš? Orgle pa igram zadnja leta v Apačah pri Gornji Radgoni. Obiskovala sem škofijsko orgelsko šolo, se tudi poslušala predavanja liturgike, tako da spremljam bogoslužja. In zdaj se zadnja leta v Apačah pri Gornji Radgoni res dobro počutim. Tam igra tudi moja profesorica, torej, ki me orgle učila, Marjeta Urbanič-Rudolf. Ona igra eno mašo, jaz pa drugo, imava tudi vsaka svoj zbor, če pa potrebno, pa si tudi priskočiva na pomoč. Zanimivo. Rekla bi tudi, na primer, pri tebi, ne? Ti si dejansko šla čez vse te kulturne hribčke, no? Igranje, petje, pridemo pa tudi potem napisano besedo, ne? Zelo te je navdihnila nedolgo, no, knjiga od Sally Page, tako. Zbiralka zgodb. Zbiralka zgodb. Jaz bi rekla, si tudi Aleksandra je na nek način zbiralka lokalnih zgodb. Ti skrbiš, da te lokalne zgodbe vseeno ostajajo, da jih ljudje slišijo, da jih lahko preberejo. Pišeš pa za različne medije, to od te priloge Večera Štajerc, pišeš za Prlekijo Info, tudi za naša 2 medija, Avtor 24, Avtorjeve novice. Tako da tudi pisana beseda, pa na končni fazi še, no, odgovorna urednica lokalnega glasila Trnovski zvon. Tako. Kako pa zdaj še potem ta pisana beseda, da... Do te pisane besede sem pravzaprav tudi prišla čisto spontano, namreč Darja Ornik iz občine Lenart me je priporočila urednici te Večerove priloge, Branki, in medve sva se dobili, jaz sem ji povedala, da sem popolnoma brez izkušenj na tem področju in obljubila je, da mi bo pomagala in res mi je. Prvo leto priznam, da če zdaj za nazaj berem svoje prispevke, se mi zdijo res bolj tako in tako, da sem res Branki hvaležna, da jih je popravila, da me je opomnila, na kaj je potrebno biti pozoren, ker tudi v pisanju tega se uriš. Mogoče se nekomu zdi, ko vidi prispevek v časopisu, v reviji, joj, kako so pa to napisali, ampak vsak, ki piše, želi samo najboljše in da torej novica najboljše izpade, da je brana, da doseže ljudi. Ampak zato so tudi različne tehnike in tekom let sem jih nekaj osvojila, seveda še se zmeraj v tem urim, zato sem vesela, da me uredniki torej na to tudi opomnijo, ker na ta način se učiš, če ti nekdo pove, kaj bi lahko torej naredil boljše.
Za Prlekijo toliko ne pišem več, Štajerc ostaja seveda, z Branko zelo dobro sodelujemo in pa seveda z Avtar 24, z urednikom Zmagom Šalamunom in pa Avtarjevimi novicami tudi. Seveda ima tudi knjižnica Lenart redno mesto v Avtarjevih novicah in zelo nas veseli, pa ne samo nas kot knjižnico, tudi vse ostale, da lahko nek glas, torej tudi neko povabilo na dogodek ljudi, ki nimajo socialnih omrežij, ki ne pridejo v knjižnico, da bi vzeli letak, doseže. Zakaj se ti zdi pomembno to predstavljanje lokalnih zgodb? Kaj vidiš, kakšen čar vidiš v tem? Lokalne zgodbe, sploh kakšni manj pomembni dogodki, posamezniki, ki se ne izpostavljajo tako, ostanejo spregledani. Časopisne hiše, kot so Večer, Dnevnik, Delo in drugi, načeloma se temu ne posvečajo tako, ker morajo pokriti en nivo oziroma večje področje. In take stvari spregledajo in zato lahko takšna priloga, kot recimo Štajerc je, čeprav so ga zdaj, kar se tiče strani, nekoliko okrnili, pa vendarle lahko v ospredje postavi nekoga, ki je na Sveti Ani izdal pesniško zbirko, ali pa nekoga, ki že vse življenje nekaj ustvarja, pa tega nikoli ni obešal na velik zvon, ali pa nek manjši dogodek, neka proslava, neka predstavitev, doseže širšo množico ljudi. In ravno včeraj mi je ena gospa, knjižničarka društvene knjižnice v Vitomarcih, upokojena učiteljica Ema Ilešič, mi je dejala, da pa jo je njena sošolka iz, ne vem, menda srednje šole zdaj kontaktirala, ker je njena prijateljica iz Jurovskega Dola pokazala prispevek, ker je bila na naslovnici Štajerca enkrat, in to se mi je zdelo tako zanimivo, da imajo ti prispevki torej tudi povezovalno vlogo. Tako da dejansko tudi bi lahko rekli, da je moč besede. Res je, ker že pri samem Trnovskem zvonu, ki je glasilo občine Trnovska vas, pa se ti zdi, da se v občini Trnovska vas vsi poznamo, ker je to manjša občina. Pa se ne. Še zmeraj pravzaprav v okviru uredniškega odbora odkrivamo zgodbe, odkrivamo posameznike, ki nekaj počnejo, opominjamo na dogodke, na dejavnosti, ki pri nas potekajo, ki bi mogoče sicer nekomu šli mimo, ker sodobni svet je poplava informacije, poplava vsega in normalno se mi zdi, da kaj spregledaš. Zato pa mogoče je prav in fajn, da na to opomnimo tudi z pisano besedo, ki ostane. Tako. Upravljaš pa tudi eno zanimivo Facebook stran, kreirala si jo 27. novembra 2018, 7 gramov vitamina B. Zakaj tako ime? Kako to, da je takrat nastala? Ta stran na Facebooku je nastala po enem zelo težkem obdobju za mene, ki me je zaznamovalo za vsa leta naprej, in jaz verjamem, da te rane se nikoli ne zacelijo. In skušala sem jih v tistem času celiti z to Facebook stranjo. 7 gramov vitamina B pa zato, ker nisem želela dati nekega običajnega imena. 7 je pravlično število, vitamini nam vedno pridejo prav, fizično in psihično. B pa so besede, glasba in pa branje. In tako ta stran še danes, sicer mi včasih zmanjka časa in bi si želela več objavljati, več utrinkov vnesti, tako da kar nekaj jih je še shranjenih na mojem telefonu, ki jih pripravljam, da jih bom kdaj objavila. In danes je ta Facebook stran taka, meni nekaj zelo prijetnega, kar me v nekem danem trenutku sprosti, ko se mi zdi, da pa nekaj moram povedati, ali pa ko najdem kakšno lepo misel, tudi dobro knjigo, ali pa ko kaj lepega ujamem v objektiv. Zdi se mi na tej strani, zdaj tudi, ko si obrazložila, kako je nastala pa to, ne zdi se, tako ko sem gledala objave, se mi zdiš tako res večna optimistka, ne. Zdi se mi ful v redu na nek način, ker poskušaš obuditi človečnost, izpostaviti te vsakodnevne, čisto preproste stvari, ne. A je mogoče to tvoj namen, da na nek način poskušaš tako nagovarjati bralce, ne? Torej, da se zatekajo na nek način tudi k počitku, da vidijo, kaj je tista lepota narave. Govoriš tudi, na primer, o stvareh,
tako bi rekla, izven okvirja, neokvirjeno, ne, nagovarjaš tudi o težavah, ki jih na nek način tudi ženske doživljajo, od, naprimer, kdaj bo ta se poročila, kdaj bo ta imela družino, te stvari in potem mogoče, da kaj želiš tudi ženskam s tem način nagovoriti? Pravijo, da vsak, ki kaj piše, sploh nekaj takega spodbudnega, najprej zdravi sebe. Če s tem še komu polepšam dam ali pa ga potolažim ali podprem, je pa to še samo dodatna vrednost. Res je, pač jaz sem v taki fazi, stara sem 35 let, seveda ljudje sprašujejo, zdaj štalca je, kje je kravca, kdaj se bova pa potem zdaj, ko imava hišo pa poročila. Kdaj bo pa fešta, ne? Tako, pa kdaj bo torej fešta, ja. Ampak to so včasih vprašanja, ki znajo biti boleča in na to sem mogoče z določenimi objavami skušala opomniti, ker tudi v knjižnici opažam, da izhajajo knjige na to temo, z naslovom recimo Kaj pa vidva čakata in tako naprej, da tudi nekateri avtorji želijo opomniti na to in pa obenem s to stranjo želim včasih opomniti tudi na to, da kako je fajn, da doma kaj skuhaš, kako je prijetno, ko urejaš cvetlično gredo, ali pa ko neko misel najdeš, da jo deliš z drugimi, da se ustaviš. To je tudi med drugim s tem nagovarjam torej sebe, ker se jaz zdaj se že nekoliko bolj znam, včasih pa se res sama sebe nisem znala ustaviti, dokler telo ni reklo ne. Torej dejansko si imela tudi kakšna ena knjiga, če se ne motim, kdaj reči ne. Ja. To so mi tudi rekli prijatelji, ko te poznajo. Sandra zelo težko reče ne in potem včasih enostavno pride tudi pri njej do tega, da enostavno pregori in da si baterija, da te moraš na novo resetirati, ker ko je preveč, pač, če Sandra ne more, mislim, če ona bi rekla, duševno ne reče ja, ne, telo reče ne in takrat obloži. Tako je, težko rečem ne, oziroma se tega učim, da bi rekla ne takrat, ko mi nekaj res ni nujno potrebno ali pa ko sama začutim, da to ni zame. Ker včasih sem rekla kakšnim stvarem, ki mogoče niso bile prav zame, sem rekla da, potem pa sem se ves čas do takrat, ko je tista stvar bila, bremenila. Pa z muko verjetno tudi šla. Pa z muko seveda šla in nisem imela nič od tega, razen da sem se jaz izpraznila in počutila potem bolj prazno, kot je bilo vse skupaj vredno. In danes moram reči, da nisem še čisto tam, da bi znala čisto reči ne, ampak sem pa na dobri poti in to se moram zahvaliti tudi mojemu sinišu, ki me pri tem nekako spodbuja, ker on pa zna reči ne. In me res on uči tega. Pri samem temu Facebook pageu tudi nagovarjaš na nek način k odnosom. Torej, začnimo se pogovarjati, začnimo igrati družabne igre. Včasih tudi ni slabo, če damo vse 4 od sebe, tako kot vajin piki, ne? S kužkom tudi primerjaš to. Torej, opazuješ tudi dejansko, da živali vejo, kdaj je dovolj, pa se dajo na off, ne. Na nek način tudi ti skozi ta page poskušaš temu nagovarjati, kar se mi zdi v današnji družbi ravno to problem, ne. Če prikažemo z Instagramom, ne. Ljudje želijo preko Instagrama doseči neke standarde, ki pa niso ravno vsem po godu, pa so zelo tudi dosegljivi. Naprimer, včeraj smo ravno bili v Ljubljani, pa se je mlad mladenič pripeljal z BMW-jem, natanko pa za 20 evrov, ne. Svet je zašel v eno drugo smer, kot smo mogoče mi pred leti živeli. In ti, ki so zdaj otroci in mladi, jim je to domače, nam pa se zdi nekoliko tuje, no vsaj meni. In jaz včasih rečem, da bi bila za kakšen dan piki. Vlegla bi se na tla, se malo vmes prehodila, pa bi se spet ulegla, ker on je pa res popolnoma brezskrben kuža. Pa jaz mislim, da tebi to ne bi šlo dobro od rok, ker ti toliko idej gre čez možgane. Res je, sicer se znam tudi vleči, ker tudi veliko berem, ampak je pa res, da to ponavadi ne traja dolgo, ko se spet nekaj spomnim, da bi pa jaz lahko nekaj še postorila ali pa vidim, da je tam nekje prah. Ja. Ampak ja, res smo mogoče pozabili na preprostost. Jaz recimo za znamke, omenila se avtomobile, meni za to popolnoma nič ni mar. Jaz sem prej vozila avto, ki je bil star 20 let, pa še bi ga, če bi šel, zato ker sem bila z njim popolnoma brezskrbna, ker ni bilo potrebno paziti nanj preveč in to mi veliko pomeni, da so stvari preproste.
In tudi doma se oba trudiva tako živeti, recimo ne hodiva veliko na izlete, na potovanja. Nama ogromno pomeni, če greva tam od najne hiše med njive, med travnike na sprehod. In to je za mene tak zaklad, ki ga imamo mi, ko živimo izven mesta. Tako da dejansko res ta preprostost, pa dejansko biti stik s človekom, ne? Mi smo, se mi zdi, res... Tako, preveč smo na teh napravah, priklopljeni smo dejansko na mobitele in smo že pozabili na ta odnos z ljudmi. Ja, žalostno pravzaprav, da sedimo v kavarni, pa sta obe osebi, ki bi naj bile na kavi na telefonu. Ali pa je nedelja in te ljudje kličejo, ker potrebujejo to, ker potrebujejo ono. Nimamo v bistvu več tega občutka. Nedelja je bila nekdaj gospodov dan, takrat, če je le šlo, če nimaš kakšne obveznosti, si vzameš prosto in tudi drugih ne obremenjuješ z nekim. Bo že počakalo do ponedeljka, si jaz rečem. Ne? Mogoče, da bi se to spet nazaj vrnilo k nam. Nedelja je dan za družino, čas za kosilo je tisti čas, ko se sedemo k mizi. Zanimivi so mi videi bili na Facebooku, ko je mama pred kosilom v skodelo za solato zbrala telefone, potem pa so šele šli jesti. Saj na nek način, ko obstajajo tudi taki lokali že, po drugi strani pa se mi zdi to kar grozno, ne? Dejansko nas morajo prisiliti, da damo telefon stran. Jaz se včasih prav zavestno moram zamisliti, da si ga ne vzamem na vrt, da si ga ne vzamem, ne vem, ko grem na sprehod, ker nima smisla, ker ga tam dejansko ne rabim. Čeprav se mi pa zdi, kaj pa, če me kdo pokliče, kaj pa, če mi zdaj kdo kaj napiše in kaj rabi. Bom pa nekaj zamudila, ne? Tako. Britanska igralka je napisala, če posadiš vrt, pomeni, da verjameš v jutri. Tudi ta citat si ti uporabila na tem profilu 7 gramov vitamina B. Ampak tvoj Siniša pa je dejal, Sandra ima vrt, tam najde mir, ampak ta je tako velik, da bi lahko preživeli 20 ljudi na njem. Ja, res. Ko sva se priselila sem, ker namreč živiva na dvorišču od tasta in tašče, in moja tašča ve, da imam veselje z vrtom in sva si ga razdelili kar na pol. In na tisti moji polovici je rekla, da jaz lahko počnem karkoli in najin vrt je džungla, tam so borovnice, maline, robide, kupi zelišč in vedno, ko v kakšni vrtnariji odkrijem kakšno zelišče ali drugo rožo, si jaz seveda to moram kupiti. Celo na poti iz pravljičnih večerov za odrasle po Sloveniji si jaz včasih prinesem kakšno sadiko. Ampak to mi je res v veselje. Tako da dejansko, če te želimo očarati, lahko očaramo z neko novo sadiko. Tako. Ali je zelenjava, ali sadje, ali grm, vse mi prav pride in vse mi je v veselje. Zanimivo mi je tudi bilo, danes si prišla na talele podcast z slaščicami. Ne? Zdaj vidimo velikokrat, tudi Siniša je rekel, ne? Sandri sploh ni problem zjutraj vstati. Naprimer v sredo, ko imaš malo podaljšan urnik, ni problem vstati zjutraj in narediti najboljšo jed, da lahko čez dan uživam v tej dobroti, ne. To je pica. In vidimo večkrat tudi na profilih, Sandra zjutraj, mislim, jaz se komaj vstanem, ne. Ona ima že kruhek pečen in je že slika gor in že diši iz kruhka. Kdaj se vstajaš, kako ti to uspeva in zakaj? Pravzaprav jaz temu ne pripisujem posebnega pomena, ker se mi zdi, da res Siniša pravi, da kot njegova oma, da mi to nekako z levo roko gre. In jaz vedno pravim, da jaz za to ne porabim dosti časa, ne? Ker mi marsikdo, pa kaj ste vstaneš ob 5 in peče zjutraj. Ampak imam kuhinjskega robota, on zamesi, jaz medtem, ko se pečica segreva, počnem že kaj drugega in je pa mi to v veselje, mogoče ravno tem čar, ker tega ne vidim kot breme. In jaz, ko v sredo nama pripravljam malico za čez dan, ker srede so v knjižnici do 5 ali 6, tega ne vidim kot nekaj, kar me obremenjuje, kar me otežuje in kar mi jemlje čas. Ampak, ker zbiram tudi kuharske knjige, se prav zavestno trudim, da po recept ne grem na splet, ampak da grem v kuharsko knjigo. In zato recimo eno sredo je takšno testo za pico, drugo sredo je ocvirkovka in je drugo testo in rada eksperimentiram, tudi veliko zelenjave dodajam, torej različne materiale, surovine v kuhinji. Kar se pa tiče peciva, to pa mi je sploh v veselje in da potem pecivo razrežem, da ga nesem do sosedov, da ga nesem prek tastu in tašči,
da ga nesem v službo, to se mi zdi eno tako posebno veselje, ker saj ti lahko slaščico kupiš, ampak tista, ki je pečena doma, je zame dosti boljšega okusa. Ja, dejansko in je. več vredna. Tako bi rekla tudi, ko si rekla, da iščeš te iz kuharskih knjig, imaš tudi kakšne družinske, ker vem, da, mislim, jaz sem pač prišlek v Slovenskih Goricah in zelo se mi je ful lepo zdelo, naprimer na zadnje, ko sem bila na pogovoru pri eni družini v Jurovskem dolu, da so potegnili ven iz predala v kuhinji tako starejšo, videl si, da je znucana kuharska knjiga, ne. In to ni bilo kar tako, to ne moreš kar vsakemu dati, ne moreš kar ti pogledati. Neke take družinske skrivnosti. Imate tudi v vaši družini, ali pa od Siniša, ne? Zdaj od Siniša, mama ima cel predal receptov, ker je tudi oma rada kuhala, pekla in ker je tudi moja tašča članica društva Gospodin in zmeraj kakšne nove recepte dodaja v tisti predal in tudi jaz rada po njem pobrskam. Sama pa sem iz Selc, torej od svojih staršev, prinesla tudi kuharske knjige, ki sem jih tam našla na podstrešju. Tako da je nekaj kuharskih knjig, ki jih imam od prej. Posebej rada pa se po zgledu moje mame poslužujem receptov sestre Nikoline Rop in imam vse njene knjige v svoji zbirki. Si bila kdaj tudi na njenem natečaju? Vem, ko je bila, ko smo delali pogovor z njo, ona je sicer Lenarčanka, ne, domačinka, Ja. Je dejala v vaši knjižnici, tako je bilo, no? Ja. V vaši knjižnici je dejala, da je pripravljala tudi delavnice za dekleta in žene. Si se kdaj udeležila, si imela to priložnost? Ker se mi je zdelo ful fino pri njej, da je tako na taki zelo preprost način, čisto vsakodnevno, mislim, tako lepo razlagala, kako se kuhati. Se mi zdi, da včasih bi kar nekaj komplicirali mi, ne. Ona pa rekla, ne, zakaj komplicirajte, naredite iz tistega, kar imate doma, ne. Vse imamo doma, ne. Njeni recepti so preprosti in sploh zdaj, ko nam zmanjkuje časa za kuhanje in za peko včasih, prideš domov pa bi na hitro rad nekaj naredil, njeni recepti so preprosti. Surovine so take, da jih praktično vedno najdeš doma, da ni potrebno za to posebej v trgovino. Tečaja se zaenkrat nisem udeležila nobenega, sem je pa poslušala, pa ne vem na katerem radiju, ker ima tudi radijske oddaje, radijsko rubriko Kuharske nasvete, tisto pa sem poslušala. Aha, Ja. super. Zanimivo mi je tudi pri tebi, kakor sem že nagovorila, odnosi, vzpostavljanje odnosov. Ampak tudi direktorica knjižnice je navedla kot to tvojo eno vrlino, ta odnos do sočloveka, da res namenjaš pozornost človeku. Iz kje to izhaja? Kdaj si imela, mislim, so bili starši taki, družba, ali si kar sama potem taka? Ne vem, mogoče to izhaja iz tega, ker imam jaz rada dobre odnose, nisem prepirljiva, trudim se biti nezamrljiva, čeprav v otroštvu sem bila kar mulasta, baje, če ni bilo kaj po moje. Ohranjam to zdravo trmo, ki sem jo očitno prinesla iz otroštva, da sem vztrajna in tudi vztrajna, kar se tiče odnosov. In zdi se mi, tako v službi kot doma, če z nekom preživljaš toliko ur, da boš tam gojil, če ni potrebno. Neko slabo voljo se mi zdi izgubljanje energije in to potem delo otežuje. Ker če ti imaš zdravo okolje okoli sebe in potem tudi lažje funkcioniraš in ti vsako delo tudi lažje steče, in ker se lahko v vsakem trenutku na nekoga obrneš, prosim, pomagaj mi, ali ti veš to, in tudi v knjižnici se mi to zdi dobro, da smo take, da si priskočimo na pomoč, ker medtem, ko jaz izvajam pravljično uro, mora nekdo biti v izposoji, izposojati knjige, nekdo jih mora pospravljati in to je ravno tisto, in medtem, ko jaz pečem, Siniša počne nekaj drugega ali pa nekaj naredi namesto mene. Sandra, pri tebi se mi zdi, ta energija je brezmejna, vedno si optimistična, vedno si nasmejana, ko bi rekla, kar prši dobrota iz tebe, ne. Kako ti to uspeva? Ja, nisem vedno dobra, so tudi slabi dnevi, so tudi dnevi, ko jaz ne odreagiram prav v odnosih in tako naprej, ampak moje načelo je, da z nasmehom se da vse lažje. In tudi, ko te kaj boli, ko nisi dobro, se meni sicer tisti, ki me poznajo, vidijo na obrazu, da nisem dobra, ampak jaz se še vedno nasmejim, ker se mi zdi, da s tistim, kar mene muči, ne rabim obremenjevati sočloveka.
Sandra, imaš pa še eno tako zelo zanimivo zbiralno zbirko. Če sem prej rekla, da te lahko presenetimo z raznimi zališči, ki ti jih lahko poklonimo. Ena izmed teh je tudi kazalke, knjižne kazalke. Res je, zbiram veliko stvari, figurice Harry Potterja, Živalsko kraljestvo, sličice, zbiram pa tudi knjižna kazala in to že dolgo in moja zbirka zdaj jih bo skoraj 1000. Mislim, da jih je okoli 985, ker jih imam presortirane po državah, po torej namenu izdaje, po obliki, po materialu. Tako da res niti ne vem, kako bi jih toliko razstavila, toliko jih je. So kakšne eksotične ali pa posebne oblike? Ja, imam tudi iz Kitajske, z Koreje, Kube, Cipra, te, ki so iz celega sveta, so mi posebej pri srcu. Ja. Pa so vse tako iste oblike ali različne? Ne, čisto različne, tudi imam iz filca, iz blaga, izvezene, iz idrijske čipke, magnetne, kovinske, iz različnih torej, papirjev, tudi iz imitacije pergamenta. Knjižna kazala so vseh mogočih oblik. Pri tebi bi dejala še mogoče ravno to, kot sem že omenjala večkrat skozi ta pogovor, da nisi rada uniformirana. Nedolgo nazaj, mislim, da je bilo na pobudo kolegice, ali kako je prišlo do te zgodbice, lahko malo več poveš, si nadela tudi srajco Miki Miške iz otroškega oddelka. Torej, na nek način si jo videla, kolegica je rekla, kupi si jo, verjetno je bila neka taka zgodbica od zadaj. Ampak ravno to mi je tudi všeč, da ohranjaš to igrivost, da ne poskušaš biti preveč odrasla. Misliš, da bi morali tudi drugi to večkrat početi? Ja, jaz pravim, da sem otroška duša ujeta v telesu odraslega, mogoče ravno zaradi tega lažje pripovedujem pravljice, ker mi je to blizu. Res pa je, da kar se tiče oblačil, si velikokrat rada kaj kupim na otroškem oddelku. In lik Miki Miške mi je sploh pri srcu, pa lik Harry Potterja in ni mi težko in nimam zadržkov, da si to tudi oblečem, ker se mi zdi, da res je obleka naredi človeka, ampak tudi v srajci Miki Miške si lahko urejen. Sandra, najlepša hvala ti za tale zanimiv in prijeten klepet v našem studiu Neokvirjeno. Upam, da smo bile marsikateri ženski v navdih, vzgled, mogoče kot ideja, marsikaj se da, mora biti le želja, strast do tega, kar delamo, da se prebudimo, da najdemo to notranjo energijo, ki jaz mislim, da vsaka ženska, pa tudi moški jo imajo, seveda. Samo obuditi jo morajo, ne. Slediti svojim idejam, slediti svojim ciljem, pa mislim, da bi bil svet bistveno lepši. Morda bi še mogoče tudi dejala, tudi takrat, ko nam je hudo, ali pa ko mogoče se nam prikažejo temni oblaki, lahko nadanemo rožnata očala, tako si tudi ti zapisala. Tako, oziroma si nadenemo nasmeh, ne glede na spol in starost. Hvala lepa še enkrat. Hvala vam.